Lep dober dan in dobrodošli na Zdravniški zbornici na današnji novinarski konferenci, kjer se bomo dotaknili še področja ginekologije. Problemi so podobni, o kateri smo govorili že na področju pediatrije in splošne medicine, družinske medicine. Današnji sogovorniki, če mogoče najprej predstavim, potem bomo pa prišli na vsebine. Dr. Zdenka Čebašek, pravnik predsednice Zdravniške zbornice. Z nami potem so pa še tri primarne ginekologinje oziroma ginekologinje z primarne ravni, Renata Završnik-Mihlič, Ginekomed Forum iz Maribora, Petra Meglič, Zdravstveni dom Domžale in pa dr. Tinkara Srnovršnik, Zdravstveni dom Ljubljana. Tako da za začetek najprej prosim predsednico za nekaj uvodnih besed, potem pa... Pozdravljeni, dobrodošli. Če se bo leto tako nadaljevalo, kot se je danes začelo, bomo zelo veseli sodelovanja z mediji. Kar sem predsednica Zdravniške zbornice, mislim, da še nismo imeli tako dobro obiskane novinarske konference, tako da iskrena hvala vsem, ki ste prišli. In pravzaprav moramo biti zadovoljni, da v prejšnji predstavitvi težav osnovnega zdravstva ginekologom nismo dali dovolj priložnosti. Kajti s tem se je odprla nova priložnost, da smo dejansko danes posvetili novinarsko konferenco samo vprašanjem področja primarne ginekologije. In kolegice z tega področja so se zelo temeljito pripravile in to boste tudi videli v samem poteku konference. Jaz bom po teh uvodnih besedah se omaknila. Rada bi pa še pred tem povedala nekaj stvari, ki vas bodo verjetno zanimale. Včeraj smo imeli sejo skupščine Zdravniške zbornice, nekaj vas je bilo tam, tudi v medijih smo zasledili to, kar ste poročali. V ospredju te stanovske diskusije so bile težave zdravnikov družinske medicine in kakorkoli obračamo številke, so me kolegi nekako prepričali, da se nam obeta zaton družinske medicine, ker enostavno v nekem realnem času ne bo več mogoče nadoknaditi števila manjkajočih zdravnikov. Enostavno starostna struktura je taka, da se bodo upokojevali, velik je tudi del tistih, ki želijo zapustiti družinsko medicino zaradi preobremenitev in dejansko tudi razporeditev po celi Sloveniji pokaže, da jih povsod primanjkuje. Druga stvar, ki je pa pomembna in ki jo bomo zdravniki vedno bolj morali poudarjati, da se moramo skupaj povezano boriti za izboljšanje delovnih pogojev v zdravstvu. Ne gre za to, da so eni na boljšem, drugi na slabšem, temveč da moramo se postaviti zase, za svoj poklic in tudi za naše sodelavce, ki delajo z nami, in doseči, da se bojo pogoji za naše delo izboljšali. Da bi aktivno prispevali k tem izboljšanjem pogoja, bomo pripravili serijo javnih tribun, na katere boste seveda tudi vi povabljeni. Prva taka javna tribuna bo 30. januarja. Odvisno od števila prijavljenih bomo pač rezervirali tudi prostor. Govorili bomo pa o začaranem krogu naročanja v tokrat osnovnem zdravstvu. Cilj te tribune bo predvsem to, da najdemo rešitve za aktualno situacijo in potem morda s tem posredno pomagamo temu, da se položaj v primarnem zdravstvu nekoliko izboljša. In pri tem naročanju so seveda vpleteni, če lahko rečem, tudi ginekologi na primarni ravni in pediatri in seveda družinski medicinci, predvsem pa zobozdravniki, poleg tega pa tudi drugi specialisti, ki delujejo v okviru primarnega zdravstva. Torej, zabeležite si 30.1. popoldan. Mi smo včeraj lansirali eno anketo na to temo in včeraj popoldne in danes zjutraj smo imeli že 45 odgovorov vsebinskih, tako da je to zelo vroča tema za naše zdravnike in prepričana sem, da bo ta tribuna javna, dobro obiskana. Udeležbo je napovedala državna sekretarka iz Ministrstva za zdravje in tudi gospa Jelisavčič iz
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Skratka, obetamo si veliko zanimivih sogovornikov in jaz si želim tudi kakšnih koristnih sklepov. No in še zadnja stvar, ki jo želim v tem uvodu povedati. Želim si, da bi v takem številu ali pa še v kaj večjem prišli v zbornico tudi 15.1., to je naslednji torek, ko bomo po sestanku koordinacije zdravniških organizacij najprej dali eno kratko izjavo, tako kot je to zdaj že običaj. V tem letu koordinacijo vodi Zdravniška zbornica Slovenije in v tem prvem srečanju v tem letu bomo imeli tudi sprejem za novinarje, kjer bo tudi nekaj za pojesti, predvsem pa dovolj časa, da bomo se pogovarjali in se prosto sprehajali en do drugega, tako smo si postavitev zamislili in mislim, da bo to še en uvod v plodno sodelovanje medijev, ne samo zdravniško zbornico, temveč vsemi zdravniškimi organizacijami. To je to, kar sem jaz namenila povedati za uvod in se bom zdaj res umaknila tja na rob, drugi bodo me pa tukaj zamenjevali po vrsti. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj pa bi najprej za začetek besedi povabila doktorico Petro Meglič, specialistko ginekologije in porodništva, dela v zdravstvenem domu Domžale, da nam oriše, kako v praksi poteka delo in kaj so največji problemi. Pozdrav tudi z moje strani. Dejansko bi želela narediti en kratek uvod v to konferenco, približno orisati situacijo, kot jo vidimo ginekologi, ljudje, ki se pač dnevno srečujemo z problematiko, ki bomo danes obravnavali. Ginekologi, se pravi specialisti ginekologije in porodništva, smo v Sloveniji zadolženi za pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva, ki zavzema ogromno področij, na katerih se tudi meri potem uspešnost neke države. Ta področja so pravica do zadovoljnega in varnega spolnega življenja, pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, pravica do enake dostopnosti do informacij v zvezi z načrtovanjem družine in varovanjem reproduktivnega zdravja, pravica do varnih in učinkovitih metod za načrtovanje družine, pravica do varne nosečnosti in poroda in pa seveda učinkovito preprečevanje in odkrivanje bolezni, ki povzročajo prezgodnjo obolevnost in umrljivost. Na kratko, zelo veliko moramo zagotavljati pravic o kontracepciji, kar je nekako povezano s svobodnim odločanjem o rojstvu otrok. Zelo dobro moramo poznati nosečnost in jo voditi do varnega poroda in pa skrbeti za zdravje žensk. To izvajamo ginekologi na primarnem nivoju, zaposleni smo večinoma v zdravstvenih domovih in tudi naši kolegi koncesionarji izvajajo to delo in pa seveda kolegi v vseh 14 porodnišnicah in bolnišnicah v Sloveniji. Opozarjam, da smo vsi del javnega zdravstva, tudi kolegi koncesionarji so del javnega zdravstva in delajo pod enakimi pogoji kot zdravstveni domovi. Čistih zasebnikov je v Sloveniji samo 7, tako da so, kar se tega tiče, zanemarljivo zastopanje. Kar je v Sloveniji posebno in smo lahko zelo ponosni in veseli, je to, da je na primarnem nivoju visoko sposoben specialist ginekologije in porodništva. Ni nek samo zdravnik splošne medicine, kot je v zahodnih državah, ampak je specialist ginekologije in porodništva, ki gre čez enake postopke usposabljanja kot kolegi, ki delajo v bolnišnicah. Zato lahko delamo tudi na obeh nivojih, se pravi v zdravstvenem domu, oziroma v primarnem nivoju in pa v bolnišnicah. Temu v svetu ni tako in zato imamo tudi v Sloveniji tako zelo dobre rezultate, kot jih mislimo naprej predstaviti. Starost zdravnika v specialističnem izpitu je nekje 33 do 35 let, da imate občutek, kdaj se vstopi v to redno delo. Poklic je feminiziran, tako kot večinoma medicina. Običajno so to že matere, se pravi ženske po porodu ali dveh, ali pa tiste, ki pač nosečno še načrtujejo. Kar nas posebno skrbi, je tudi pri nas starostna struktura specialistov ginekologije in porodništva.
postajamo vedno starejši in ugotavljamo že nekaj let, da se naša ekipa prepočasi pomlaja. Mladi specialisti imajo rajši delo v bolnišnici, tako da se primarno najprej pozanimajo, ali obstaja za njih mesto v bolnišnici in potem iščejo šele delo v zdravstvenem domu oziroma na primarnem nivoju. To pa zato, ker je ambulantno delo izredno specifično, imamo konstantno visok tempo, ki je pač potreben, da obdelamo vso to maso žensk, ki pač rabi našo pomoč in pa obravnavo. Ko si v ambulanti nosilec koncesije oziroma nosilec zdravstvene dejavnosti, ni nikoga, ki bi karkoli naredil namesto tebe, karkoli ostane, oziroma zaradi nekih odsotnosti, ostalih stvari, je delo, ki ga moraš opraviti kasneje. Ni nobenega kolega, ki bi prišel iz druge ambulante, ki bi prišel od nekod drugot in to malo namesto tebe naredil, če ženske pridejo in tebe ni, enostavno jih je treba prenaročiti. Tako da je to specifika našega dela. Imamo zelo visoko število opredeljenih pacientk. Po sklepu RSK-ja, to je Republiški strokovni kolegi, že iz leta 2009, to bo zdaj kmalu 10 let, je bilo pač sklenjeno, da naj bi tim ginekološki obravnav oziroma skrbel za 4000 pacientk, ne več kot 4000. RSK je posvetovalni organ Ministrstva za zdravje, njegovi sklepi so nezavezujoči za ministra, se pravi, oni pač vprašajo RSK, kaj misli, RSK pove, kaj misli in zdaj, če ne misli tako, kot je pač všeč ministrstvu, se pač ta sklep ne izvede. Tako da zdaj imamo 10. obletnico tega sklepa oziroma priporočila, ker namreč povprečje v ginekoloških ambulantah je več kot 400 000 pacientk. Maksimalno število, kar ima opredeljen ginekolog, je 7300. Kar je pa zanimivo, je pa, da je plačilo za vse ginekologe enako, ne glede na to, za koliko žensk skrbijo. Se pravi, se srečujemo z eno izredno uravnilovko in pa z pomanjkanjem oziroma z nenagrajevanjem viška dela. Kar ugotavljamo vsi, je to, da se utapljamo v administrativnih opravilih, ki seveda ne prinaša nobene večje kakovosti pri obravnavi pacientk. Kravijo nam veliko časa, posebej zdaj za uvedbo e-zdravja, s katerim nimamo težav, smo mnenja, da ideja je super krasna, ampak nekako pa ni bil predviden čas, ki bo pač potreben, da se ta e-zdravje uvede v prakso. Tako da zgleda ambulantni pregled in potem polovico oziroma enak čas, kot je namenjen pregledu, zdravnik klika in zre v računalniški ekran. Ogromno je pač pisanja raznih napotnic, receptov. Za recept sem preštela, osebno rabim 9 klikov, da ga spravim v lekarno. 9 klikov. Iskanje šifer in je to izredno časovno obremenjujoča stvar, za katero poudarjam, da se obravnava pacientka ni nič poboljšala. Srečujemo se z vedno bolj zahtevnimi in informiranimi ženskami. Živimo v dobi digitalizacije, multimedijskih zadevic in ženske prihajajo zelo izobražene, informirane v ambulanto, imajo veliko vprašanj, tako da se je čas za našo pojasnilno in svetovalno dolžnost izredno povečal. Sicer število nosečnic upada, to ste zdaj videli v zadnjih rezultatih rojstev v Sloveniji, ampak njihove zahteve se pa zelo povečujejo in vedno pač več pacientk prihaja v ambulante s svojimi partnerji, tako da se srečujemo s 3 pacienti naenkrat pri eni obravnavi, nosečnica, njen plod in pa partner. Kar ni nič narobe, samo časa pa res zmanjkuje za pač eno kvalitetno obravnavo in za pojasnilno dolžnost. Vse to zahteva stalno izobraževanje z naše strani in izpopolnjevanje. Medicina gre zelo naprej, ginekologija in pa genetika korakajo, ne korakajo, tečejo.
Zato pač moramo poskrbeti, da smo up to date, ne? Moramo biti vedno korak ali dva pred pacientkami, ki so res, poudarjam, zelo informirane. In ta izobraževanja pač nam predstavlja velik problem in jih večinoma delamo kar na lastne stroške. V ambulantah letno naredimo več kot 1,5 milijona pregledov in obravnav, od tega je več kot 50% preventivnih pregledov. To so tisti pregledi, ko pač gledamo zdrave ženske oziroma zdrave nosečnice in prežimo na neke nenormalnosti. Ne? Vedno je pač preventiva boljša od kurative. Kar opažajo ženske in seveda tudi mi v ambulantah, zdravniki, naše medicinske sestre, je vedno slabša dostopnost do nas. Enostavno ni dovolj prostih mest za vpis novih pacientk. Vsako leto vstopi nova generacija v naše ambulante. Vedeti morate, da imajo pravico do izbire ginekologa vsa dekleta od 13. leta starosti naprej. Preventivne preglede se pa začne delati pri 20 letih starosti, takrat tudi Zora vabi, a ne? Navzgor pa ni maksimalno določene starosti, dokdaj ne ima ženska izbranega ginekologa. Veste, da se populacija stara in nekako ni več tistega, ne? Pride nova generacija, odide stara generacija, se pravi, se nam nabirajo starejše ženske, ki imajo še vedno pravico do izbire ginekologa, čemur ne oporekamo, samo s tem se pojasni tudi, zakaj ni dovolj vstopnih mest za nove generacije žensk. Moja ambulanta dnevno zavrne 10 do 20 žensk, ki kličejo, pošiljajo maile, pridejo osebno na vrata in bi se rado pisali, ker nimajo izbranega ginekologa. Zdaj, če tu izračunate, koliko teh žensk zavrne vsaka ambulanta, vidite, da je pač problem dostopnosti postal res zelo pereč. Tu dam primer recimo nekega stadiona za športne prireditve, ki ima kapaciteto toliko in toliko sedežev. Predpisano je to strani tudi varnosti, koliko nekih gledalcev je lahko v neko dvorano. Zdaj, če je neka prireditev zelo zanimiva, seveda se da še dodatne sedeže noter in mi smo dali veliko dodatnih sedežev noter. Dr. Završnik ima 6800 opredeljenih pacientov, jaz imam 6200. Rekli smo, da našteli pa 4000, ne. Zdaj pa od nas želijo, da pa ta stadion prenapolnimo oziroma da grejo noter lahko vsi, ki pač si to želijo, ne. Zdaj imamo tukaj pa tudi varnost in mi opozarjamo, da je varna številka mnogo nižja, kot je trenutno v realnem svetu. Seveda to tudi nas zelo spravlja v stisko, težko je zavrniti pacientko, težko je odreči pomoč oziroma nasvet karkoli, ampak nekako neka meja mora obstajati in primarni ginekologi smo jo zdaj že jasno postavili. Kljub temu pa je treba povedati, ne, da ni samo vse črno, da kljub vsem težavam, ki jih bomo še podrobno obdelali, je Slovenija zgodba o uspehu. Naša ginekologija je izredno kakovostna, na izredno visokem nivoju. Imamo izredno majhno število najstniških nosečnosti, izredno majhno število neželenih nosečnosti, zelo nizko perinatalno in maternalno umrljivost, to ste zadnje čase lahko veliko brali o tem. Imamo zelo nizko število karcinomov materničnega vratu. Vse to so uspehi, ki so pač v naših ambulantah zrasli, oziroma so vse te uspehi in vse to je šlo preko naših ambulant. In kar bi si mi želeli, je pač ohraniti ta nivo, ga seveda izboljšati, ker zmagovalnega konja se ne menja, ga je treba samo dobro vzdrževati in ga zelo negovati in mu omogočiti, da je v najboljših pogojih možnih. Tako da se počasi situacija slabša, oziroma je že slaba in kar delamo projekcije in boste videli v prezentacijah kasneje, da se pač nam ne pišejo rožnati časi. Najlepša hvala, dr. Megličeva. Zdaj pa prosim še dr. Tinkaro Srnovršnik, Zdravstveni dom Ljubljana, da predstavi še svoje stočnice.
Ja, lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Moram priznati, no, da smo iskreno res veseli, da ste se odzvali v takšnem številu, ker situacija, kakor boste videli, namreč je daleč od rožnate. Jaz vam bom zdaj na kratko predstavila malo naše vidike, kar se tiče nosečnosti, poroda in pa kontracepcije v Sloveniji, tako da boste dobili približno občutek, kako to izgleda. V Sloveniji imamo letno okoli 20 000 porodov. Zdaj vsaki nosečnici v Sloveniji pripada v okviru osnovnega zdravstvenega zavarovanja na podlagi pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni 10 preventivnih sistematičnih pregledov v nosečnosti. Za lažji občutek, povprečna ginekološka ambulanta letno vodi med 150 in 200 nosečnic, kar nanese med 1500 in 2000 preventivnih pregledov v nosečnosti, ampak temu je potrebno seveda dodati še preglede zaradi težav, ki jih imajo naše nosečnice, tako da je ta številka v resnici precej višja. Kot ste že slišali, je v bistvu rezultat našega zelo dobrega sodelovanja z ostalima dvema zdravstvenima nivojema, to sta sekundarni in pa terciarni, zelo nizka stopnja perinatalne in pa maternalne umrljivosti in smo v tem pogledu ena izmed najvarnejših držav za rojevanje. Poleg tega tudi, kar se tiče stopnje umrljivosti novorojenčkov, le-ta še naprej pada. V Sloveniji imamo tudi pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, ki je že desetletja uzakonjena. To pomeni, da imamo zakonsko urejeno področje tako kontracepcije, umetne prekinitve nosečnosti kot obravnave neplodnosti in predvsem z dostopnostjo do ginekologa smo dosegli, da smo tako v evropskem kot v svetovnem merilu država, ki ima enega izmed najnižjih deležev najstniške nosečnosti in pa eno izmed najnižjih stopenj dovoljene splavnosti. To je stvar, ki nam jo marsikatera razvita država zelo zavida in nas tudi postavlja na svetovni zemljevid na vseh tujih kongresih. Je pa to v bistvu posledica predvsem široke dostopnosti in pa izbire kontracepcije, ki jo imajo naše ženske, in pa predvsem strokovnega svetovanja, ki so ga deležne z naše strani. Kot je že povedala dr. Megličeva, daleč od samoumevnega je, da bi se s tem ukvarjal izključno ginekolog. Smo ena redkih držav, ki imamo to na ta način urejeno, tako da naše ženske dobijo res kakovostno, strokovno svetovanje in še enkrat poudarjam, to je daleč od samoumevnega. Je pa tako, da možnost izbire osebnega ginekologa ima v Sloveniji vsaka ženska od 13. leta dalje, kar pomeni, glede na to, da so obstoječe ambulante zelo polne, imajo dostop do ginekologa problem dobiti zlasti mlade ženske, to so mladostnice, in pa tiste, ki začnejo dobivati vabila od programa Zora v 20. letu starosti. Poleg tega seveda ne smemo pozabiti, da vsako leto znova v rodno obdobje vstopajo nove in nove generacije žensk in tem mladim ženskam bi mogli dejansko nameniti največjo skrb. Zdaj, po naših podatkih je nekje delež opredeljenih mladostnic na ginekološko ambulanto samo okoli 23%, kar je absolutno premalo. In glavni razlog je ravno ta nedostopnost do ginekologov. In jasno, pač te deklice, mlade ženske se znajdejo v hudi stiski, ker enostavno ne morejo dostopati do ginekologa, čeprav dobijo tako vabilo programa Zora, čeprav, ne vem, bi si želele kakšno zanesljivo kontracepcijo, imajo kakšne ginekološke težave, enostavno ne pridejo zraven. Tako da en problem, ki bi ga tudi danes želeli še posebej izpostaviti, so pa ambulante, ki ostanejo brez ginekologa, bodi si zaradi upokojevanja ali pa zaradi kakšnih drugih razlogov, ker trenutno je namreč sistem urejen tako, da tiste ženske, ki so bile prej vzorno vodene v tej ambulanti, kar naenkrat ostanejo brez ginekologa. In šele ko pride, ko se zaposli nov ginekolog in šele ko podpišejo lastnoročno, fizično
izjavo o izbiri novega ginekologa, s tem v bistvu dobijo nazaj ginekologa. Ampak lahko si predstavljate, da pri vsej tej masi žensk, ki že tako in tako iščejo ginekologa neuspešno nekaj mesecev, leto, dve, je to v bistvu še dodaten naval na takšno ambulanto in seveda je problem, ker se mesta zelo hitro zapolnijo, čakalne dobe se zelo hitro podaljšajo in jasno pač vsej tej množici žensk je ogromno nosečnic, ki seveda ne morejo v nedogled čakati na prvi pregled. Ogromno je žensk, ki imajo trenutne ginekološke težave, ki prav tako rabijo čimprejšnjo obravnavo in tukaj v bistvu nastane en začaran krog. In takšne ambulante v bistvu postanejo zelo, zelo težko obvladljive, na momente celo nevarne in v bistvu vam lahko povem čisto iz lastnih izkušenj, ker sem trenutno ginekologinja, ki sprejema nove pacientke, to je takšen naval, to je 10, 15, 20 žensk na novo vsak dan in jasno, ogromno žensk ima težave in enostavno je fizično za cel tim je težko obvladovati takšno ambulanto. In tukaj definitivno bo potrebno nekaj narediti in zato smo res veseli, da ste se danes odzvali v takšnem številu. Najlepša hvala, dr. Srnovršnikova. Mislim, da boste še dodali, a ne, o problemih Zoro. Ja, smo rekli, se bomo malo tudi pohvalila, da ne bomo samo jamrali, ampak osnova je pa seveda jamrali. Državni program Zora, vsi ga poznate, vsi ste slišali zanj. To je preventivni državni presejalni program za odkrivanje predrakavih in zgodnjih rakavih sprememb na materničnem vratu, katerega prvenstveno izvajalci smo ginekologi na primarni ravni. Program Zora je bil ustanovljen leta 2003, se pravi, zdaj je 15 let teče, in je bil postavljen iz potrebe, ker je bila incidenca, se pravi, pojavnost raka materničnega vratu v Sloveniji skoraj na nivoju afriških držav. Takrat se je program vzpostavil, ginekologi, ker pač imamo ta čudovit sistem, ponovno poudarjam, dostopnosti na primarnem nivoju opredeljenih pacientk, smo začeli pacientke vabiti. Politika je taka, da se je treba vzeti 2 brisa v razdobju 2 let, se pravi letos bris vzeti je v redu, naslednje leto bris vzeti je v redu in potem so kontrole na 3 leta. Potem ženske sledimo, tiste, ki so zdrave, na 3 leta. Na ta način se je incidenca karcinoma v Sloveniji več kot prepolovila. O natančnih številkah ne bi želela govoriti, zato ker bo danes teden konferenca Zore, kjer bojo predstavili najnovejše rezultate. In za tiste, ki želite kaj lepega in dobrega napisati v slovenski medicini, zelo svetujem, da te podatke predstavite, ker so res izjemni. Zaradi dobre preventive in dobre pregledanosti žensk, mi imamo okoli 700 000 opredeljenih žensk, jih obdelujemo z pomanjkljivim kadrom, še enkrat poudarjam, smo uspeli, da smo našli v zelo zgodnjih fazah spremembe, sumljive spremembe, tako da danes najdemo mnogo več predrakavih sprememb kot pa raka samega. Predrakave spremembe so pa pomembne v toliko, ker so v 100% ozdravljive in preprečimo s tem resen zaplet. Tako da se nam zmanjšuje incidenca raka kot takega, zvišuje pa incidenca teh predkanceroz, se pravi stvari, ki jih totalno lahko obvladamo, plus tega smo zdaj uvedli še cepljenje in moramo promovirati še cepljenje proti HPV okužbi. Na ta način imajo določene države v svetu že načrt, da bojo to bolezen v celoti izkoreninile. Mi nismo še tam in pač, če se nam mreža slučajno podre oziroma oslabi, se bomo zopet oddaljili od teh naših ciljev in zaenkrat odličnih rezultatov. Kar se tiče približno, koliko brisov letno vzamemo, je to več kot 200 000. Več kot 200 000 brisov, od tega je 80%
preventivnih, se pravi tistih, ki so popolnoma redni, in pa 20% tistih, ki so patološki in jih je treba obravnavati naprej. Kar je tukaj res zapovedati je to, da sistem odlično deluje, sodelovanje z Zoro onkološkim inštitutom je izredno dobro. Dr. Maja Primič-Žakelj je postavila odlično delujoči program, ki mu zdaj sledijo še drugi, Dora in Svit. Ampak Zora je unikatna v toliko, da ima opredeljenega izvajalca na primarnem nivoju. In to smo pač mi. Da bi si želeli ta nivo ne samo ohraniti, ampak iti z ostalimi državami v skupaj in izkoreniniti to bolezen, ker je pač ta cilj popolnoma dosegljiv. Najlepša hvala, zdaj pa je čas, da si pogledamo še projekcije in številke, pa bi prosila dr. Renato Završnik-Mihič, da še nam predstavi ta del, kaj kažejo številke. Ja, pozdravljeni tudi z moje strani. Predstavljam vam številke, ki smo jih naredili leta že davnega 2015 v dokumentu Javna mreža primarne zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji z gospodom Robertom Medvedom kot vodjem, doktorica Iljaš Koželj, ki je tudi predsednica Združenja za ambulantno ginekologijo in jaz tukaj danes nadomeščam, ker je pač se ni mogla udeležiti tega posveta. Barbara Mihevc-Ponikvar, ki nam je pomagala strani IVZ, in pa izračune je naredil gospod Matija Žardin, ki je danes, takrat je bil še, bi rekla, splošni zdravnik, danes je pa specialist, radiolog, ker je menjal specializacijo, in pa gospa Anja Bračko kot sodelavka na Ministrstvu za zdravje, tako da številke so iz leta 2014-2015, ampak ker se nekaj dosti stanje spremenilo in so izračunane na te osnovi, smo se odločili vam jih delno predstaviti, ker so pač vsi izračuni narejeni na njo. Javna mreža, kaj to pomeni? Javna mreža primarne zdravstvene dejavnosti pomeni, da zagotavljamo časovno, geografsko, torej enako dostopnost do zdravstvenih storitev za vse prebivalce v Sloveniji. Na osnovi te javne mreže načrtujemo kadre v zdravstvu, projeciramo zdravstveni sistem, naredimo torej strokovno analizo za vodenje zdravstvene politike in na koncu koncev množico podatkov, ki jih dobimo v naši ambulanti in jih pošiljamo na Nacionalni inštitut za javno zdravje, upravljajo s temi podatki in izvajamo potem na osnovi tega ustrezno politiko zdravstvenega varstva, ki ste kot danes slišali, da je, ne glede na vse skupaj, izjemno dobra. Mi izvajamo torej preventivne programe, poleg kurativnih seveda storitev. Preventivni programi so tisti, kateri pomeni, da pregledujemo zdrave ženske v naših ambulantah in odkrivamo eventualne dejavnike ogroženosti, čeprav one recimo ne vedo, da imajo patološki bris materničnega vratu ali da nosijo recimo otroka, ki je ogrožen zaradi zastoja v rasti. Zagotavljamo, torej uveljavljamo reproduktivne pravice, odkrivamo rakave bolezni in na nek način seveda promoviramo reproduktivno zdravje. Zdaj, kaj je primarna raven? To je zdravstvena dejavnost na primarni ravni javne službe. Predvsem gre za hiter in neposreden stik z zdravstveno službo, kar je že kolegica povedala, da so seveda, to je najbolj bistveno, storitve so dostopne brez napotnice, torej pacientka, ki je opredeljena za ginekologa ali družinskega zdravnika, pediatra, šolskega zdravnika, zobozdravnika, načeloma lahko brez kakršnekoli najave, če ima težave, pride v ambulanto brez napotnice, nenaročena in je načeloma še isti dan obdelana. Primarno zdravstveno raven izvajajo zdravstveni domovi, ki so zdravstveni domovi le takrat, kadar imajo v timu tudi ginekologa. Zdravstvene postaje nimajo ginekologa in zato se tudi imenujejo zdravstvene postaje in koncesionarji, ki so lahko del zdravstvenega doma v smislu, da imajo tam ambulanto oziroma delujejo popolnoma samostojno izven
zdravstvenih domov. Torej, zdravniki prvega kontakta so določeni po 172. členu obveznega zavarovanja, po 196. členu pa je dostopen zavarovancem tudi psihiater brez napotnice in tudi okulist ter tudi brez napotnice za storitve, če gre za spolno prenosljive bolezni, lahko pride zavarovanka, zavarovanec pregledan tudi na dermatološkem oddelku. Torej, kot smo že povedali, specialist ginekologije in porodništva, ki predstavlja enotno specializacijo v Republiki Sloveniji, ki traja 5 let, kot izbrani ginekolog pomeni neposredni dostop, brez napotnice, nudi obojne storitve, tako preventivne programe, kot tudi kurativne storitve, to pomeni tiste storitve, na katere se naše pacientke obračajo zaradi kakršnih koli težav. Problem pa je, da smo prezasedeni, preobremenjeni in je zato dostop, to pomeni predvsem vpis do teh storitev včasih otežen. Zdaj pa, kakšna je reproduktivno zdravstveno varstvo, to pomeni kratica RZVŽ, kaj je to posnetek stanja te mreže v Republiki Sloveniji datiran iz 1.10.2015. Skratka, gre za to, da delujemo na primarnem nivoju specialisti ginekologije in porodništva z enotno specializacijo, ko se specializacija konča in postanemo specialisti, se lahko ti ginekologi zaposlijo ali na terciarnem nivoju, ali v bolnišnicah, ali v zdravstveni dom, ali postanejo seveda koncesionarji. In takrat tudi, če so v primarnem nivoju, izvajajo dobro dostopno in visok standard. No in normativ reproduktivnega zdravstvenega varstva žensk je bil pa določen strani zavarovalnice čisto administrativno. To pomeni, da so vzeli število vseh žensk starih 13 let in več v Sloveniji, torej teh je okoli 900 000 in so jih delili s številom ginekologov na primarni ravni in na en tim potem pride, se pravi, po splošnem dogovoru cirka 6800 žensk. To so tudi zavarovanke, torej tiste, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. To pa niso še izbrane, torej tiste ženske si še niso izbrale ginekologa. Povprečno število opredeljenih žensk na tim pa je 5120. Zdaj, leta 2014 je delovalo približno 140 programov na primarni ravni, od tega je bilo 76 v zdravstvenih domovih, 25 oziroma 26 v bolnišnicah, in 37, 38 je bilo programov podeljeno koncesionarjem. In zdaj, če to gledamo strani mreže, na 100 000 prebivalk v Republiki Sloveniji, torej to ne pomeni, da te že imajo izbranega ginekologa, pride približno 15,27 programa, torej to je teh 6500 prebivalk. In tu se tudi je takoj pokazala razlika, da recimo 13,1 program na 100 000 prebivalk je bilo v Posavski regiji dostopnost, 17,7 programa pa v Zasavski regiji. Opredeljenih je pa bilo leta 2014, torej dobre 2/3 žensk v Sloveniji, 673 000 na toliko programov. Na en program pa je opisanih 4815, torej največ jih je bilo takrat 7161. Skratka, to so vsi ginekologi, vendar zavarovalnica razlikuje tudi med ginekologi, ki so prišli v mrežo, ti imajo potem drugačen izračun glavarine. Tisti, ki pa so v mreži vsaj 2 leti in več, pa je bilo, bi rekla, povprečno so imeli opredeljenih 5120. Kajti ginekolog, ki je nov in vstopa na primarni nivo, bodi si da ali dobi novo koncesijo ali nov program, ali pa recimo, bi rekla, prevzame recimo torej ambulanto pacientke od kolega, ki je šel v pokoj, prvi 2 leti dobi
ne glede na to, da je bila tista ambulanta popolnoma urejena z 100% glavarino, samo 80% glavarine glede na poprečno opredelitev Slovenije. In to pomeni, da mora ponovno vzpostaviti, da se pacientke k njemu vpišejo. Kar pomeni, da recimo dobijo, da gre nekdo v pokoj, potem se najprej določi strani občine, kdo upravlja s temi kartotekami, potem pa te pacientke dobijo strani območne enote zdravstvenega zavarovanja obvestilo, da je dotični ginekolog šel v pokoj in se morajo spet ponovno opredeliti za novega ginekologa, kar pa ni nujno, da bodo storile. To pomeni, ker jim tudi zdravstvena zavarovalnica v obvestilu da navodila, naj si izberejo novega ginekologa, vendar čim bližjo kraju svojega stanovanja. Tako da, čeprav lahko pridobi popolnoma urejeno ambulanto, 2 leti dobi 80% glavarino, vendar da napolni ambulanto in da to spravi, bom rekla, v red, lahko traja celo 3-4 leta. Prav tako so velike razlike v dostopnosti do posameznih zdravnikov, torej ginekologov, glede na delovišče. Zelo težko smo to mrežo sestavljali, zaradi tega, ker ginekologi delujejo na veliko nivojih, torej tudi ginekologi na terciarnem nivoju delujejo kot primarni ginekologi. 268 torej podatki so za 2015, 268 ginekologov na 303 delovišča, v zdravstvenih domovih 108 delovišč, v katerih dela 89 ginekologov, recimo en zdravstveni dom ima 60 ginekologov, enega ali več zdravstvenih domov je 12, 2 koncesiji in zdravstveni dom. Koncesionarjev je 42, samo za koncesijo 39, 2 koncesionarja delata, se pravi, še v zdravstvenem domu, en pa na koncesijo in dela tudi v bolnici. 152 ginekologov pa upravlja primarno dejavnost v bolnišnicah, 139 le v bolnišnici, en v 2, 12 v bolnišnicah in zdravstvenem domu in en delno koncesija in delno bolnišnica. Zato je to mrežo in te potrebe bilo včasih zelo težko prešteti, ker so se tudi med tem časom ali, bi rekla, odselili iz države Slovenije. Kakšna pa je potem dostopnost? Dostopnost v zdravstvenem domu zdravstveni dom ima en ginekolog je povprečno nosilec 0,9 programa in je dostopen za zavarovanke cirka 30 ur na teden. Ginekolog s koncesijo je nosilec 0,92 programa in je dostopen približno enako na teden, medtem ko recimo ginekolog v bolnišnici je pa povprečno nosilec 0,17 programa, vidite, in je za zavarovanke dostopen na teden le 5,5 ur povprečno. In en program pa v bolnišnici izvaja kar 5,9 ginekologa. To je ta sklep Republiškega strokovnega kolegija za ginekologijo in porodništvo na 8. seji, 4.9. Sklep številka 4, torej strokovno 4000 žensk, ki še zagotavlja strokovno in kakovostno delo in takrat je bil potrjen tudi sklep o normativih, časovnih priporočilih za delo v ambulanti. In to so sedaj, bi rekla, te minutaže, ki se tudi ne izvajajo, čeprav niso zelo, bi rekla, dolge. Danes je povprečen čas nekje 6 do 7 minut, čeprav veste, da je nemogoče v teh minutah, da se ženska sleče, obleče, da ji naredimo bris, da jo pregledamo, svetujemo in tako dalje, tako da skratka, ti normativi so potrjeni, vendar se žal še vedno ne izvajajo. Zelo zapleteno je tudi oblikovanje in financiranje programa reproduktivnega zdravstvenega varstva žensk. To določa sklep o načrtovanju in beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev strani zavarovalnice. In glavarina je ena izmed postavk, bi rekla, na osnovi katere so ginekologi plačani. Temelji pa na številu, starostni strukturi ter nosečnosti opredeljenih zavarovanih žensk. In zdaj, ženske, ki so recimo opredeljene za posameznega ginekologa, so različno stare, 13 do 19, 20 do 39, 40 do 64, 65 let in več.
in te so zdaj razporejene v določene količnike. Metodologija izračuna teh količnikov je iz davnega leta 1994 in se je ne ve, kako so prišli do te metodologije. In recimo vidite, da ženska stara med 40 in 46 let je opredeljena z 0,26 količnika, kar pomeni, da je ena vredna 0,61 evra. In ko vi to seštejete skupaj in prerazporedite vse, bi rekla, dejansko opredeljene v glavarinske količnike, dobite potem akontacijo v zvezi z opredeljenimi pacientkami. Starostna struktura ginekologov je neugodna, v zdravstvenem domovih je, bi rekla, starostna struktura neugodna v primerjavi z ginekologi, ki delajo v bolnišnicah. 37% je starejših od 55 let, pri koncesionarjih je ta številka še višja, 79%. Bolnišnice imajo 25% ginekologov starejših od 25 let. Tisti, ki pa niso nosilci programa primarnega nivoja v bolnišnicah, pri njih je pa starostna struktura ugodna, samo se pravi 14% je starejših, kar pomeni, da recimo to so ginekologi v zdravstvenih domovih, bi rekla starejši 37%, to so koncesionarji, vidite, koncesionarji so izrazito, bi rekla starostno slabi, nosilci programov dispanzerske ginekologije v bolnišnicah so ugodnejši pa je sploh starostna struktura tistih ginekologov na bolnišnicah, ki niso nosilci programa, torej tisti mladi, ki so prišli v bolnišnice in so se tudi v bolnišnicah potem tudi ostali. Kakšna je bila takrat projekcija za leto 2019 in 2024? 2019 naj bi ali je doseglo starost 65 let, 14 ginekologov iz zdravstvenih domov, 21 koncesionarjev, 29 iz bolnišnic in 5 ginekologov iz različnih tipov delovišč, ki so nosilci tega programa. In ko smo to vse preračunavali, glede na povprečno opredelitev žensk na tim, to je ta program krat 4800 žensk, je izpad 192.000 žensk. To pomeni, te ženske se morajo, če ti ginekologi grejo iz programa ven in se upokojijo, morajo na novo poiskati in se prepisati fizično, podpisati izjavo k novemu ginekologu. 2024 bo doseglo starost 65 let od 30 od 75 ginekologov v zdravstvenih domovih, 31 koncesionarjev, 41 od 139 bolnišnicah, 8 do 15 iz različnih delovišč in to vsi pomeni, da so to nosilci in so izbrani ginekologi, kar pomeni, bi izračunal približno 350.000 žensk, bo do leta 2024 moralo fizično se prepisati k izbranemu ginekologu in upamo, da bodo ginekologa našli in da bodo lahko tudi podpisali izjavo. Kako pa je z specializanti? Od leta 2014 do 2019 se v sistemu, torej še ni konec leta 2019, izobražuje 87 specializantov, ki naj bi specializacijo zaključili letos. Za potrebe primarne ravni pa potrebujemo 2019 79 novih specialistov, ob predpostavki, da bo vsak nosilec programa. Do leta 2024 pa še dodatnih 29 novih specialistov. Da pa bi ohranili trenutno delovanje ginekološko-porodniške dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni, pa potrebujemo 27 novih specialistov in do leta 2024 pa še dodatnih 11. Tako da bi potrebovali do leta 2019 za ohranjanje programov 19 novih specialistov, do leta 2024 pa 38. Ti bi naj bili v kakršnem koli delu nosilci programov za dispanzersko ginekologijo. Vendar nismo se poglabljali v izračunavanje in potrebe po specialistih in kadrovskih potrebah na sekundarni in terciarni ravni. To je zdaj tisti sklep, še enkrat bi rekla v celoti napisan, skratka, da je 4000 žensk,
tista, bi rekla, številka, ki še zagotavlja strokovno in kakovostno delo, in če se bi ta številka in bi se morala upoštevati, potem se morajo pač zagotoviti dodatni programi. Če se torej upošteva 4000 žensk na en program, bi bilo že takrat potrebnih namesto 139 169 programov, s tem bi se znižali tudi ti glavarinski količniki, a ne? In bi rekla, bi bilo že takrat potrebnih 30,57 novih timov. Zdravstvena resolucija je predvidevala od do 2007, da bi se naj napravili do 15 novih programov, vendar se že takrat samo 3,1 program, to bomo kasneje videli, se samo 3,1 program dodali v sam primarni nivo. Skratka, do 2019 bi naj bilo 178 programov, do 2024 177, če bi pa upoštevali, da bi se vse ženske upisale, bi bilo pa potrebnih celo med 228 do 224 programov. No, zdaj pa predajam še besedo. Ja, mogoče jaz na tej točki vseeno posegla, ker smo časovno pa že kar bili obsežni. Pa bi najprej dala besedo novinarjem, pa bomo potem še z zaključki. Najlepša hvala, dr. Završnikova. Tako da, dajmo najprej še vprašanja, ki jih pa imate še vi, mora biti zdaj na tej točki. Ja, jaz bi mogoče vprašala, ne, zdaj, razen tega, da pač predlagate ta nižji normativ oziroma to glavarino 4000, kar bi pomenili toliko novih programov, a bi sploh lahko z obstoječim kadrom, kot ste govorila, koliko bo teh novih ginekologov ali pa koliko jih je šlo ob toga. Je to sploh možno? A drugič mogoče še to, kakšne pa sicer še rešitve predlagate? To je pač posnetek stanja in za takšne rezultate pač mora država, bom rekla, ali pa zdravstvena politika videti, da je treba nekaj narediti. To pomeni, da pač moramo potem kadre načrtovati oziroma ljudi, ki se usposabljajo, izobraževati in jih zadržati v sistemu, če želimo takšne rezultate naprej. Pa je interes mladih za ta poklic oziroma, ko se pač prijavljajo na specializacijo? Mislim, da je. Mislim, da je ginekologija in porodništvo, se pravi specializacija, ki je zaželjena, vendar delo na primarnem nivoju, kot je rekla dr. Megličeva, je pa rekla eno ponavljajoče, zelo zahtevno delo, skoncentrirano delo, brez odmorov, brez malic, če si koncesionar tudi brez dolgih dopustov, ker lahko imaš ambulanto zaprto samo 3 dni, za vse ostale dni moraš najti ustrezno nadomeščanje in tudi pacientke recimo ne grejo vedno k vsakemu, če so navajene recimo na žensko ginekologinjo, si ne želijo recimo moškega ginekologa. Tako da trenutno stanje, bom rekla, se ohranja z pregorelostjo nas, z tem prezasedenostjo. Zdaj, kako bo pa naprej, bom rekla, bo morala politika oziroma načrtovalci te zdravstvene politike bi reči. Dobijo vsi zaposlitev, edino to še je. Dobijo vsi, ki končajo to specializacijo oziroma to zaposlitev. Ne dobijo vsi na tistem delovnem mestu, ki ga želijo, vsi bi šli v klinični center Ljubljana mogoče, tam pač delovnih mest ni, so drugo. Trenutno je situacija, ko je ministrstvo na hitro razpisalo nekaj novih koncesij, ampak ne dobimo izvajalce, enostavno ni dovoljšen dotok specializantov, da bi lahko prevzeli ambulante. Tako da zdaj imamo razne prerasporeditve delovnih mest, nekdo, ki ima nekje ambulanto, gre za boljšim kruhom v neko drugo ambulanto, mi pa potem čakamo mlade moči. Kar bi jaz mogoče se dodala temu, seveda je načrtovanje bilo nerealno in čeprav ginekologi smo vedeli že 15 let, kaj se bo dogajalo zdaj v teh 5 letih, je ena dodatna rešitev temu obstoječemu stanju, da se pač prizna tistim, ki delajo, ste videli, skoraj enkrat več, kot je predpisano, za isti denar. Če bi se to finančno vrednotilo, nekako stimuliralo ljudi, da koliko ljudi vpiše, koliko misli, da jih je sposoben kakovostno in varno obdelati oziroma imeti, da dobi plačano za takšno glavarino.
Ne, zdaj, ko pač imamo situacijo, ne, če si pač imaš 4000 pacientk, lahko narediš verjetno program ali pa se potrudiš, ali pa imaš opišanih 7000 pacientk, ne, ali jaz jih imam 6300, ne. Se pravi, bi lahko dobil ginekolog 50% višjo plačo, kot jo ima, pa bi bila to, mislim, da dovoljšna stimulacija, da bi se vsaj to stanje, ki trenutno je, vzdrževalo. Se pravi, da v bistvu dobite plačano samo teh, kolikor jih zavarovalnica prizna, se pravi 5120. Tako, Ostale delate za Odvisno ston. od starosti, pardon. Tako, odvisno od starosti. Ja, ker domovine, starejše pacientke so pač nekoliko manj ovrednotene in mreža je pokazala, da so izrazito premalo ovrednotene pacientke stare med 40 in 64 let. To pomeni, ta posnetek stanja ne zadovoljuje to, kar so včasih ženske hodile samo na brise. Ne. Danes pravzaprav si večina želi opraviti storitve po možnosti pri svojem ginekologu, od brisa do ultrazvoka, svetovanja, ne. Tu smo pa mi, bom rekla, žal, tudi materialno onemogočeni, ker samo določene storitve lahko nudimo pacientkam, ostalih pa ne moramo kriti, ker nam pač, bom rekla, sistem ne plača v zvezi z obveznim ali pa dodatnim zavarovanjem. To bom rekla, tako da, če imaš recimo v svojih opredeljenih izrazito starejše, kar pa je logično, ker ko si mlad, se ti pač lahko vpišejo večinoma mlade, ki se starajo s teboj, lahko imaš tudi 7000 vpisanih žensk, pa nimaš dovolj velikega glavarine, ki jo načrtuje. Ne? Tako da te glavarinske količnike bi bilo treba absolutno prevetriti in prevrednotiti in so izrazito nizki pri ginekologiji. Tako, če ste videli tam podatke, dr. Završnik dala, da je ena nosečnica, njen glavarinski količnik je enak, kot je 15 žensk po 65 letu starosti. Kar je nerealna ocena stanja, ker pač tudi ženske, ki so starejše kot 65 let, imajo veliko težav in se zelo pogosto oglasijo v naših ambulantah in zahtevajo zelo poglobljeno in kakovostno obravnavo. Da ne govorimo o ženskah, ki se bližajo menopavzi, ki so prav tako zelo slabo ovrednotene. Te ženske so zelo pogosto obiskovalke ginekoloških ambulant, ampak to je obdobje od 40 do 55 let, ne, in dejansko tukaj je res potrebno prevrednotiti, ponovno oceniti vse te glavarinske in storitvene količnike, ker, kot je rekla dr. Završnik, staramo se s pacientkami skupaj in medicina pa tudi stalno napreduje. Mi smo pa na glavarinskih količnikih iz leta 1994, ne, tako da zelo se je spremenilo vse v tem času, to je bila druga doba, ne, tako praktično, kot je zdaj, ampak stvari pa stojijo. Mogoče bi jaz še dodala dve informaciji. Zdaj, število zdravnikov, ki kandidirajo na razpise za specializacije, že dolgo ni dovolj, da bi se vse približno ujelo s razpisanimi mesti. Ta razkorak je največji pri družinski medicini, kar smo že videli, pri ginekologiji pa je relativno dobro ujemanje števila razpisanih in števila izbranih potem, oziroma potrjenih specializacij, pridemo pa tudi do enega drugega problema. Mi smo videli, koliko, oziroma kako veliko število jih dela na osnovnem zdravstvu, kar pomeni, da bi, če vodijo time, morali biti tudi odgovorni nosilci zdravljenja. In tudi, če hočejo biti koncesionarji, morajo biti odgovorni nosilci zdravljenja. In če si preberemo Zakon o zdravstveni dejavnosti, vidimo, da morajo po pridobitvi specializacije čakati 3 oziroma 5 let, da lahko postanejo to, in v tem času, ker ne morejo biti samostojni, grejo delati tja, kjer so večji centri, se pravi centralizacija, koncentracija, in gredo v bolnišnice, kjer je pa delo, to vsi priznavajo, manj obremenjujoče v smislu neke rutine, kjer je več možnosti za strokovno izpolnjevanje in v končni fazi, kot smo videli, ta kombinacija dela v bolnišnici in v ambulantah zelo pogosta, torej tudi
dodatni zaslužek jim je dosegljiv. Skratka, zakonodaja se bo morala spremeniti, če bomo hoteli napolniti ta izpraznjena mesta, ki nastajajo zaradi odhoda v pokoj ali pa tudi zaradi prehoda, in tega še danes nismo omenili, v delovanje zunaj zdravstvenega sistema, se pravi zunaj koncesij. Tudi to se pojavlja. Mi imamo nekaj ginekoloških ordinacij, ki delujejo zunaj sistema in kjer so seveda vse storitve samoplačniške. Kaj to pomeni? To pomeni, da če se ženske ne morejo vpisati k enemu od teh ginekologov, slišimo, da je to pomanjkanje veliko in povpraševanje še večje, bodo prisiljene hoditi k čistim zasebnikom, tako kot hodijo ljudje k zasebnim zobozdravnikom, in seveda teh žensk naše statistike ne bojo zajele. In tu je še eno dodatno vprašanje za našo zdravstveno politiko, ker ne vem, če te prehode beleži, in tudi ne vem, kako se bo zajelo kakovost in varnost obravnave v teh, bom rekla, samoplačniških ordinacijah. To je še en problem, ki ga kolegice, ki so pač vse znotraj zdravstvenega sistema, niso zajele. Še vprašanje? Mogoče veste potem, koliko v tem trenutku ginekologov več ne vpisuje novih, ne sprejemajo več novih žensk, to se pravi, da so nehali sprejemati in koliko... Ljubljano, samo ti vpisuješ. Samo ena vpisuje v Ljubljani. Ambulanta, za Slovenijo pa ne veste. Za Slovenijo, se pravi, zdaj so se neke koncesije podelile. Vem, da je pač dobila občina Domžale, Kamnik, Litija, ampak smo se zatrnili pri izvajalcih. Kako? Pri izvajalcih smo se zatrnili. Kdo bo to delal? Ne dobimo kadra. Že zdaj ne dobimo kadra, ki bi pač izvajal te dodatne koncesije. Prazne so še? Ja. Prav, občine so jih razpisale? Ministrstvo je razpisalo, na zahtevo občin seveda, ampak če ni ginekologa, ki bi to dejavnost izvajal, še taka dobra volja strani. To so na horuk rešitve, ki nekako, si rečemo, mi gremo pa zdaj na Maldive, ampak nimamo ne karte, ne denarja, da bi karto kupili, vemo pa, da bi bilo fino. In to je pač enaka situacija. Vsaj možnosti imajo ti zdravstveni domovi, da najde dodatnega ginekologa, in pa vse sile so zdaj v iskanje. Prav to, kar smo upozorili, da se bo dogajalo, se v bistvu že dogaja. Bi pa veli povedati, koliko ženski pa brez? Ne, mislim, koliko smo rekli, da je okoli 700 tisoč. 690 tisoč ima vpisani, 900 tisoč je, bi rekla, tistih, ki si še niso opredelile, ampak to vseh žensk v Sloveniji, vseh žensk v Sloveniji enih 200 tisoč. Bom rekla, pisajo se pa lahko ginekologu ženske stare 13 let, deklice, 13 let in več. Vse se najbrž ne. Ne, masovno se ne upisujejo, ampak vedeti morate, da se spolno življenje zdaj premaknilo že v osnovno šolo. So pa toliko informirane, da poznajo kontracepcijo in da pridejo tudi na pogovore. In jih seveda 13-letnicam, 15-letnicam jo takoj vzame, samo da pride na vrata, ker noter pridi. In to je tisto, s čimer se potem lahko pohvalimo, zakaj imamo tako malo najstniških nosečnosti, zakaj imamo tako malo neželenih nosečnosti na splošno, ker še vedno zelo ta etični pogon je pa še izjemen in še drži. Mogoče bi še en podatek dala, zdaj to, kar so kolegice predstavile, je v bistvu plod njihovega, da ne rečem, ljubiteljskega zbiranja podatkov. Te podatke bi nam morale pripraviti državne inštitucije in bi bilo najbolje, da jih zastavite kar tja. Na prvem mestu je to Nacionalni inštitut za javno zdravje, potem pa seveda tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in v končni fazi tudi ministrstvo. In to bi rada poudarila. Kolegice, ki so to predstavile, pa še tiste, ki so bile omenjene v ozadju, plus kolega Žerdin, so
te stvari zbirale, bom rekla, zato, da se laže organizirajo med seboj. Tega jim ne bilo treba in tega jih tudi, s tem jih tudi noben ne nagradi, pohvali, razen pohvale, ki so deležne z naše strani danes. Tako da hvala kolegice, da ste to vse pripravili in predstavili. In želim si, da bi skozi medije bili slišani tudi tisti, ki se na njihove prošnje, zahteve sicer ne odzivajo tako, da bi se ženskam dejansko zagotovilo dostopnost. In če se to dogaja v Ljubljani, pa v Domžalah, pa v Kamniku, kot jaz prihajam, potem si lahko mislimo, da so stiske podobne po celi Sloveniji. Še kakšno vprašanje? Jaz sem pač imela eno, in sicer glede drugih članov tima, se pravi babic, medicinskih sester, a njih je dost, mogoče tudi tam kakšno pomanjkanje beležite? Tako bom rekla, jaz prihajam pač iz Maribora, bom rekla, velik odliv tega kadra je zdaj čez mejo, zaradi tega, ker so pač žal boljše plačane, kot so plačane pri nas strani zavarovalnice glede na tim. In v zvezi z tem je še vedno dovolj kadra, ampak morate pa vedeti, da to mora biti ustrezni kader, ki tudi dela z ženskami. Ženske prihajajo v ginekološke ambulante v različnih čustvenih časovnih obdobjih in so marsikdaj sestre zaradi prezasedenosti prvi vrata za nezadovoljstvo nekega življenjskega sistema ali pa časa, v katerem se ta ženska nahaja in morajo imeti zelo veliko potrpljenja, da potem takšno žensko, bi rekla, umirijo, da gre na pregled in tako dalje. V tem trenutku mogoče v Ljubljani nimajo takšnega ali pa v okolici problema z iskanjem kakovostnega kadra v ambulanti, kjer tudi sestra ne samo, da bi rekla administrativno vodi, je zaželeno, da se tudi aktivno vključi v samo delo ginekološkega tima, če je to posebej babica, ker bi lahko 5 pregledov tudi ona opravila. Čeprav tu je zopet druga zgodba glede odgovornosti in tako dalje. Načeloma v ambulantah to ne delamo, ne, bom rekla, ampak ta del bo tudi po mojem postal problematičen. To ni pravno formalno opredeljeno, drugače pa smo iskali tudi medicinsko sestro, neuspešno. Pa še eno vprašanje, mogoče glede vloge zdravstvene zavarovalnice. Izkušnja ginekologinje, tudi moja osebna, je rekla, da ona v bistvu mora poleg zdravstvenega doma delati usporedno še v zasebnem sektorju, ker preprosto razvoj gre naprej, zavarovalnica pa tega ne plača. Pač nekaj že pregledov nosečnosti, naprimer, ki jih vsako ženska opravi, ampak se jih v zdravstvenih domovih ne plača. To je že vse problem. Mislim, že samo plačniške storitve. Ja, pač ona rekla, da če hoče razvoju svoje stroke slediti, da preprosto tega v zdravstvenem domu ne more več delati in zato je usporedno še pač dodatno ure dela še pri zasebniku. Ja, je nekaj na tem, mogoče malo interpretacija posebna, ampak recimo, da je zrno resnice v tem noter, definitivno. Kaj pač omogoča na sistem, okoreli zavarovalniški sistem, ki pač ne sledi temu dejstvu, da so ženske vedno nosečnice, vedno starejše, da zahtevajo drugačen tip preiskav, da genetika je tukaj izstopila, se razlila kot voda, ne, mi smo pa še vedno na amniocentezah takih stvarih, da enostavno je pač potrebno tudi izven tega krila rešiti. Tako da se tudi v naših primerih se da pač delati marsikaj, razviti tisto področje, ki te zanima, seveda pa večinoma z lastnim interesom, tudi financami. A ta prenos na babice, ki ste rekli teh. Zakaj pravite, da v bistvu v principu tega ne delate? Zato, ker to pravno formalno ni razdelana. Trenutno je zdravnik nosilec dejavnosti in je odgovoren pred sodiščem on za opredeljene pacientke. Dokler se to ne bo uredilo, da se točno ve, kdo, kaj, pod kakšnimi pogoji, s kakšnimi kompetencami, v kakšnih prostorih, s kakšno opremo, do takrat pač to se ne gremo. Poleg tega, da imamo pač čudovit sistem, še enkrat poudarjam,
čudovit sistem z visoko sposobljenim kadrom, ki perfektno čudovite rezultate ima, ne deluje perfektno. Ne. Bo pa treba tudi to razmisliti, ne, definitivno, ne, babice noter dati in imamo pa izkušnje pač tudi take, ko pridejo, njihovo znanje je zelo pomanjkljivo. Tako da bi tudi rabile veliko let, da bi pač lahko samostojno, da bi imela tudi pač kot zdravnica občutek, da kakovostno in pa strokovno nudi obravnavo v nosečnici. A veste, ker dodana vrednost našega sistema je ravno ta, da imate zdravnika, se pravi nekoga, ki je končal medicinsko fakulteto z zelo širokim znanjem medicine in se potem ozko usmeri še v samo ginekologijo in porodništvo. In kot je bilo že rečeno, v Sloveniji je nosilec zdravstvene dejavnosti še zmeraj zdravnik in samo zdravnik. Tako kot so delali pač referenčne ambulante, so prevzele pač del družinskega zdravnika, sem pač mislila, če je možen podoben model. Zgodbe so zelo mešane v referenčnih ambulantah, ni se tako lepo, kot bi naj bilo. To pa tudi slišamo na terenu. Mogoče pacientka se je vpisala za izbranega ginekologa, ne, in želi biti pregledana od izbranega ginekologa, ne pa ta sistem izbire babice še pač ni trenutno pri nas, bi rekla, da se lahko še za babico opredeli. Ne, jaz mislim individualno vprašanje, če lahko še za revizijo, prosim. To se bomo pa dogovarjali potem individualno. Ja. Tako da še kakšno vprašanje v tem odprtem delu. Potem najlepša hvala.